Pozdravljeni v oddaji Ambienti. V tokratni oddaji vam bomo pokazali stanovanje, za katero so arhitekti prejeli nagrado za zasebni interjer leta, dom in vrt mladega para, ki živi v miniaturni hiški, ter stanovanje, ki odzvanja čas, v katerem je bil zgrajen blok. Stanovanje na Kongresnem trgu v Ljubljani je eno najbolj nevsakdanjih, ki smo jih doslej predstavili. Njegovo prenovo so zasnovali v biroju Sadar Vuga. Če bi ga želeli na kratko opisati, bi morali izpostaviti izrazito dvojnost tega doma. Večji del je nekakšen industrijski loft, njegovo nasprotje pa je interpretacija nekdanjega meščanskega salona. Tole stanovanje v Ljubljani na Kongresnem trgu je zelo posebno in vendar ima en tak skupni imenovalec, saj jaz ga vidim. Neka dvojnost iz enega prostora, ko vstopiš v drugega, je bistvena razlika. Kdo je pravzaprav bil tisti, ki se je tega domislil? Do te ideje smo prišli na teh naših skupnih sestankih. Zelo veliko se pogovarjamo z investitorjem, že od vsega začetka, vmes med projektiranjem, tako da zelo veliko ideje izhaja iz obojega, iz želje investitorja in iz želje arhitekta. Podobno kot je nevsakdanja zasnova, v kateri se srečujejo manj znani pojmi, kot je loft, je tudi nabor gradiv, ki obdajajo stanovalce v tem domu, nevsakdanji. Betonski tlak, kovinska mreža na stropu, aluminijaste in pleksi plošče. Pa začnimo pri tem, kaj sploh je loft. Torej, lofti so se pojavljali na začetku v Angliji in v Ameriki in v bistvu so na začetku umetniki naseljevali opuščene tovarne, v bistvu tiskarne, mizarske delavnice in so si uredili tam stanovanja. V bistvu kasneje je pa to ratalo popularno, tako da zdaj veliko filmskih zvezdnikov živi na ta način. Stanovanje ni posebno veliko, meri okoli 90 kvadratnih metrov. Podoba, kakršno ponuja danes, v ničemer ne spominja na njegov videz, preden se je lastnik odločil za obnovo in se povezal z birojem Sadar Vuga. Jaz mislim, da je to stanovanje samo en del velikega meščanskega stanovanja, ki se je najbrž krožno nadaljevalo še v to smer. Ko smo mi začeli s prenovo stanovanja, je v bistvu to stanovanje bilo že parkrat prenovljeno. Tako da je zelo izgubilo, v bistvu je bilo zelo v skromnem stanju in je s časoma zelo veliko izgubilo, tako da nismo videli te originalne meščanskosti v stanovanju. V tem stanovanju je vse zares temeljito premišljeno. Ko obiskovalec vstopi in se odpravi, kamor ga vodi hodnik, gre mimo spalnice in jedilnice na eni strani, ter mimo kopalnice in kuhinje na drugi. Obdaja ga minimalistična, enobarvna atmosfera, dokler ga na koncu hodnika ne preseneti prostor, kakršnega gotovo ni mogel pričakovati. V bistvu ta del je ena sodobna reinterpretacija meščanskega salona. Salon smo orientirali po diagonali in sicer je to diagonalo narekovalo tole okno, ki ima najlepši pogled na trg. V bistvu je okno balkon in v bistvu smo torej to opremo obrnili po diagonali. V kontra temu balkonu smo pa dali en velik kamin. Barve so izbrane posebne, v bistvu so osnovne barve, vendar to je smrekovo zelena zofa, indigo moder fotelj in melancana mizica. Na tleh je vintage parket. V bistvu to dobesedno pomeni, da je parket iz francoskega dvorca, ki je prenovljen, oljen in na novo zmontiran v tem vzorcu. Na stropu pa je v bistvu ena zelo posebna stvar in sicer je ogledalo. To ogledalo je ena sodobna interpretacija iluzionistične baročne poslikave. Tlorisno je prostor zasnovan tako, da ima zelo veliko omar. Te omare so tudi skrite za temi premičnimi stenami in to, da je veliko omar, je bila tudi želja naročnika. Okna v salonu zastirajo s težkimi zavesami. V sodobnem delu stanovanja pa se pred radovednimi pogledi skrivajo s posebnimi paneli. Gre za lahke okvirje, čez katere je napeta prosojna tkanina. Tudi jedilnica je svojo minimalistično opremo usklajena s konceptom lofta. Miza je mat, v bistvu je iz enega mikro
pigmentiranega betona. Stoli so od slovenskega oblikovalca Kralja in so posebno izdelani za ta prostor, ker so v bistvu tapicirano, imajo tudi naslonjalo, kar v tem tipičnem stolu prejšnjem izvedbi ni bilo možno. In kakšni so prostori, ki ne manjkajo v prav nobenem domu, recimo kopalnica in kuhinja? Še ena posebna zanimivost tega stanovanja je odprta kopalnica. V bistvu je zelo centralno postavljen tuš, ki je transparenten, v bistvu je omejen s steklenimi stenami, vendar je pogled na tuš direktno iz jedilne mize. Seveda je pa možno s temi drsnimi stenami ta pogled tudi zastreti. Osvetlitev je ključni element vzdušja v stanovanju. Torej, v tem delu, v loftu, je osvetlitev enakomerna, v bistvu cel prostor je enakomerno osvetljen. V salonu je pa osvetlitev ambientalna in se s posameznimi viri svetlobe lahko ustvari različna razpoloženja v prostoru. Stanovanje so svetili opremili v podjetju Sterle Svetila. Naročnik je pri izbiri dal prednost kakovostnim svetlobnim virom, oblikam in izvedbi svetil. Za to stanovanje so kot za večino projektov zasnovali raziskavo z izračunom svetlobe. Z načrtovano svetlobo so dobili dinamiko v prostoru, s pravilnim izborom svetlobnih virov pa nizko stopnjo bleščanja. Poigrali so se z osvetlitvijo oniksa na kaminu, kajti s pravilno izbiro svetil in svetlobnih virov se lahko scenografsko poudari arhitekturne detajle. Izstopajoč je unikaten lestenec v dnevni sobi, ki so ga v sodelovanju z arhitekti izvedli v Sterle Svetilih. V kačaste nočne lučke v spalnici pa se je lastnik zaljubil na prvi pogled. Velikokrat se premalo zavedamo pomena svetlobe v naših bivalnih in delovnih prostorih, čeprav je to pomemben element, ki prostoru da piko na i ali pa mu jo odvzame. V podjetju Sterle Svetila vam že v začetni fazi opremljanja svetujejo, načrtujejo in izdelajo svetlobne projekte. Njihove strokovne rešitve zagotavljajo izbor kakovostnih svetil, funkcionalno in ambientalno svetlobo, ki zagotavlja udobje in zdravo bivanje. Pred 2 letoma je na prireditvi Mesec oblikovanja prav to stanovanje prejelo nagrado za zasebni interier leta. V obrazložitvi je komisija med drugim zapisala: To stanovanje zagotovo pomeni enega boljših, celostno dovršenih stanovanjskih interierjev zadnjih let. V nadaljevanju si bomo ogledali mikrodomovanje, ki meri zgolj 35 kvadratnih metrov in so ga arhitekti s kreativnimi rešitvami spremenili v pravi dragulj, ter dom in vrt mladega para, živečega v mobilni hiški, ki pooseblja modern in svoboden življenjski slog. Želja lastnika stanovanja v Šiški je bila, da bi oblikovanje odzvanjalo čas, v katerem je bil blok zgrajen. Ker je stanovanje majhno in namenjeno krajšim obdobjem bivanja, so bili lahko arhitekti toliko bolj inovativni pri opremljanju in drzni z barvami. Majhnost je v tem stanovanju sprva predstavljala s potiko, vendar jo je arhitekturni biro Trije rešil z odliko. Mikrodomovanje, ki meri zgolj 35 kvadratnih metrov, so obrnili na glavo in ga s kreativnimi rešitvami spremenili v pravi dragulj. V knjigi Renate Salecl sem prebral, da vonj po pečenem kruhu najbolj pričara občutek domačnosti in tudi ta šik retro oprema v tem stanovanju da nek občutek nostalgije. Ste vi lastnikoma predlagali ta stil, ta slog opremljanja stanovanja? Lastnika sta imela 2 izhodišči vsega skupaj. No. Eno je bilo res vezano na slog, torej da bi stanovanje bilo nekakšen omaž času, v katerem je ta blok bil zgrajen, to so ta slavna 60. leta. Ne gre samo za blok, gre za cel ta del Ljubljane, s Kino Šiškom seveda, tukaj zraven. Medtem ko pa druga želja, ki je determinirala vse skupaj, je bila pa, da bi imela en tak sodoben odprt stanovanje, ne glede na velikost, ki je vsega skupaj 35 kvadratov.
Zdaj, ta del je bil pa malo bolj šokanten za njih, namreč po sredini stanovanja teče nosilna stena, ki je točno tam ostala, kjer je tudi bila prej. Začel se je po mojem res to idejo, v katero ste se tudi onadva zaljubila. No? To, da bi lahko spal na nekdanjem balkonu in gledal v zvezde, ker je v bistvu seveda po celi dolžini okno, ne, na eni strani. In seveda, če greš potem od tam, gre potem kuhinja na drugo stran, ki ima svojo logiko, ker je združena s kopalnico. Ne, to je tukaj za nama v tem delu. Potem pa smo združili seveda jedilnico, dnevni kotiček, ne, to vse v eno. Se pravi, balkon ste spremenili v prostor, ki je zdaj del spalnice. Vmes ste podrli steno, kako je s toplotnimi mostovi, z izolacijo? Ja, del spalnice, pravzaprav to stanovanje nima vrat, ne, razen kopalniških. To pomeni, da je spalnica spalna niša. In če pogledaš neko kotiček, ne, ki je kot en brlog, v katerem bi ti bilo prijetno spati, to istočasno lahko rešuje tudi to čisto funkcionalno vprašanje dodatne izolacije, ki je potrebno tam dati. Ne, torej, stene, tla, strop so oblečeni v eno res visoko kvalitetno izolacijo, neka posebna zadeva, več s folij. Ne. In seveda smo izgubili nekih 15 cm, ampak to naredi ta občutek, ne, tega prijetnega kokona, ki je še dodatno poudarjen s tem, da je oblečen v tako geometrično tapeto, ne, in je pravzaprav tak najbolj prijeten del stanovanja postal. In edina bariera, ki jo imamo med spalničnim unim kotičkom, ne, na balkonu in vhodom, nismo želeli vrat, ne, je ena omara, ki stoji sredi prostora in je dostopna iz vseh strani, se uporablja iz vseh strani. In zdaj ta omara, da tam ne bi bila zgubljena sredi prostora, je dobila kot neko senco na stenah in na stropu, s tem, da smo odstranili lomet in s tem pridobili v bistvu 5 cm na vsaki strani tudi prostora, torej tam, ko se gre mimo omare. Ne. Pri notranji opremi ste iskali več funkcionalnost in nekako ste izhajali izven klasičnih okvirjev. Kje točno se to najbolj kaže v tem stanovanju? Če si inovativen, ne samo formalno, ampak tudi funkcionalno, je to pač v službi kvalitete bivanja. Ne. Za dvig kvalitete je fajn, ne vem, da če ta prostor, kotiček v kuhinji, deluje tudi kot dnevni prostor, potegneš ven izpod kavča te dodatna kot sedišča oziroma tabureje oziroma mize, ki so istočasno tudi skladišče za odlaganje stvari, da so, ne vem, noge od kavča tudi stojale za časopise in revije. Da, ne vem, miza, ki ne želiš, da bi preveč zasedala prostor, ne, ta, za katero sediva, narejena iz parketa, isto kot tla, tako da v bistvu se minimalno jo opazi, ne, v prostoru. Drugače, vprašanje je bilo, kam utility skrit, ne, torej nek kotiček rabiš, kjer je pralni stroj, kjer so čevlji umazano perilo. In je bilo to skrito v bistvu nišo, ki je bila nekoč hladna omara v nekdanji kuhinji, ne, in to je čez vogal prekrito z nečem, kar pravzaprav ponovadi najprej meni niti ne ve, kaj je, ampak to so vrata, ki so odmaknjene od stene in so istočasno se zrači to, kar je fajn, za čevlje in pralni stroj. Za majhna stanovanja velja, da manj je več, zato so običajno obsojena na belo barvo. V tem primeru pa je povsem drugače. Zakaj ste se, gospa Jagoda, odločili za tako pisano paleto barv? Ja, res v bistvu smo to trditev nekako postavili na glavo za opremo tega stanovanja. Stene smo vseeno ohranili bele, ampak vseeno smo si pa privoščili uporabo velik barv, različnih kombinacij vzorcev, mogoče tudi na način, ki se mogoče na prvi občutek zdi, da se zadeve ne bodo ujemale. To smo si privoščili tudi zaradi tega, ker v stanovanju za stalno ne živi nihče, ampak v njega samo prihajajo in je potem potrebno, da na nas pusti nek večji vtis. Kavč je vsekakor eden od poudarkov, kjer smo si res privoščili široko paleto različnih tekstilov. Potem morda tudi tele ročke so zanimive, ki je vsaka drugačna, keramične. Želeli smo uporabiti čim več slovenskega dizajna. To je produkt studia Gego Design. Potem imamo še druge slovenske izdelke, kot je tale luč studia Drevo. Potem izdelke Milanke Fabjančič in seveda stol Moskito Nika Kralja. Zanimiv likovno-grafični poudarek sem videl tudi v kopalnici, dve mali sličici
na katerih je še neuporabljen brusni papir za pač neko brusilno napravo, ampak ste to spretno uporabili kot umetniško delo. Ja, to ste se pa vtaknili glih v pravo stvar. Mislim, da sta tam dve napake na steni, ki jih je bilo treba nekako v zadnjem trenutku skriti in smo potem to naredili z tem elementom slik. Drugače smo si pa s kopalnico dali kar opravka, kar nekaj unikatnih stvari je. Potisk šipe je narejen prav za ta namen, za to šipo. Potem imamo zanimivo manikirno lučko, ki je v bistvu luč od fičota. Za ročaje smo uporabili stare ameriške ventile, keramične gumbe, ki jih imamo uporabljene na predalih. Tukaj so pač dobili funkcijo obešalnika. To in tudi glede na to, da je v spalnici, pač po noči sove bdijo nad tabo. Bi radi imeli vrt poln zdrave zelenjave, pa vam ni do prekopavanja in zalivanja. Nič za to. Tudi vrtičkarja iz okolice Brestenice, ki živita v miniaturni hiški, se lotevata vrtnarjenja brez lopate in zalivke. Poglejmo, kakšen je recept za njun uspeh. Številni mladi se odločajo za urbani slog življenja in iščejo stanovanja in službe v mestu, vendar ne vsi. Tjaša in Robi sta izbrala podeželje. Tu sta si zasnovala majhno hiško in uredila velik vrt obilja. Robi, ko ste končali študij, ste se odločili, da boste začeli obdelovati vrt. Kdo vas je spodbudil k temu? Študiral sem gradbeništvo, tudi doštudiral. To je bila zelo zanimiva zgodba, ker sem po končanem študiju imel možnost celo v bistvu kar takoj prvi dan dobil delo, pa takoj sem dobil občutek, da ni to zame, da me je bolj vlekel ven na vrt nekak k naravi. In sem takoj kar po enem tednu naredil tako odločitev, da gremo probat, gremo malo več vrtnariti, gremo življenje malo drugače obrniti. Mogoče eni to čakajo na tako odločitev 5, 10, 20, 30 let, moja je bila pa zelo hitro, kar po enem tednu, ampak je bila prava odločitev. Kako velik je danes vrt? Tako nekje 200 kvadratnih metrov. V bistvu se vsako leto mičken manjša, tako, ker bolje in bolje je zoptimiziran, veliko bolj se vrtijo na samih gredicah zelenjave, tako da ni tako več pomembna sama ta kvadratura. Kako pa se spreminja? Kaj se je spremenilo od samih začetkov do danes? V bistvu začetki so bili zelo zabavni, ker je bilo tisto malo na hitro in tudi začetki so bili zelo klasični. Tukaj smo zelo na odprtem, bil je tukaj travnik in je prišel sosed, zaoral in smo potem za zaorano zemljo spomladi štartali, kar je prineslo zelo slabe rezultate v tistih prvih letih. Mogoče tudi smo se oba malo s Tjašo še tipala, učila neke ideje, še probavala in s vsakim letom se je pokazalo, da mogoče obračanje zemlje, štihanje, oranje na kakršenkoli način ni toliko priporočljivo za sama tla. In se danes vrtnarima na stalnih gredicah, ki so nekih istih dimenzij, za lažji kolobar, in pa da se zemlja ne prekopava le z obilno zastirko iz komposta ali pa podobnih organskih materialov, ustvarja idealne pogoje za rastline, da lepo rastejo. Kako debelo zastirko imate, Tjaša? Ja, zastirka je res obilna in sicer tam nekje od 5 do 10 cm in to vzdržujeva res čez celo leto. Delujete po načelih permakulture ali biodinamike? Ja, zelo dobro vprašanje. Mislim, da smo zdaj v tem trenutku vzela iz vseh teh ved, vseh teh vej dela za naravo tisto najboljše. Tako da permakultura, biodinamika, družinska znanja. Znanje tega prostora, te zemlje, ja, kaj tu v bistvu uspeva. Mikroklime in tal, ki tukaj so. Se pa ne opredeljujeva, da bi zdaj rekla, po čem vrtnariva. Tako da kar vse rečeva kot vrt obilja oziroma vrtnarjenje brez prekopavanja za obilno zastirko.
Jaz rad rečem, da je lenoba gonilo napredka. Mislim, če te nekaj muči, če nekaj ne gre po tvojih načrtih in te vzame veliko energije, veliko dela, potem začneš razmišljati, kako bi to lažje, kako bi to poenostavil. In tole je kar nekako tisto, kar vsaj mene dost vodi pri samem vrtnarjenju. Jaz tudi mislim, da to, ker sem tako mlada začela vrtnariti in bova vrtnarila do konca, sva iskala čim več rešitev, in nisva šla po nekih ustaljenih praksah, ki so se nam zdele mogoče zamudne, in sva tako iskala na vseh področjih, na tehniki, na uporabi orodja, kako najti rešitve, da bo to v bistvu veliko lažje in leno, če smo že tako začeli. Torej je nekaj orodja kljub vsemu. Ja, seveda. Ročnega, ja. Mlad par živi v majhni hiši, tik ob vrtu. Idejo zanjo je Robi dobil že v srednji šoli. Takrat je zasledil gibanje za preprostejša in cenejša majhna bivališča, ki se je začelo v Ameriki. Po koncu študija sta s Tjašo zasnovala mobilno hiško, ki pooseblja moderen in svoboden življenjski slog. Materiale zanjo pa sta poiskala v lokalnem okolju. Les je iz Pohorja in podobno. V bistvu v tistem času sem zelo neko to moje gradbeniško znanje hotel spraviti v eno točko. Sestavljanje je bilo v bistvu od načrtov, potem dela, vse plod najinih in notranje urejanje, plod najinih idej in najinega dela. Vam 17 kvadratnih metrov zadostuje za bivanje? Jaz zelo rad rečem, da za mestno življenje bi bilo idealno. V bistvu, če si predstavljamo, da gremo doskrat ven jesti, da smo v službi dopoldne in da je hiška samo nekaj tisto stičišče, kjer imamo nekaj tistih svojih stvari. In kjer imamo svoj prostor, kjer prespimo. Za podeželsko pa sem zelo iskren in kar povem, da ne. Vseeno je to dosti recimo pridelkov iz najinega vrta, orodij, ki jih treba spraviti in potrebuješ še nek tisti prostor zraven, kar imava midva poleg en velik kozolec, ki je tukaj že več kot 100 let in nama daje to podporo za to podeželsko bivanje. Je v vajini mali hiški vse to, kar je tudi v veliki hiši? Je. Mala hiška ima spalnico sicer čisto pod streho in potem se po lojtrici spustiva v spodnje prostore, ki so čisto odprti, brez vrat, in tam najdemo delovni prostor, kuhinjo, kopalnico. Hiška sama je mobilna in mogoče tudi spremeni svojo namembnost in potem postane bolj kot nek prostor za druženje, mogoče prostor bolj za oddajanje katerim drugim gostom ali pa, ne vem, spremeniva samo, da imamo neko delovno okolje. Predstavimo kam drugam, imamo kje drugje vikend. Zelo široko je, tako kot mogoče tudi dosti nekih vprašanj dobiva na to temo v smislu, kdaj se mislite pa kaj zresniti ali pa mogoče v tem smislu, in tukaj začutim tisto starejšo prepričanost, da kar narediš do 30. leta, tako je do konca življenja. Ampak današnji časi terjajo pa mogoče malo večjo to res fleksibilnost, mobilnost, spremembe, da si mehek, da se lahko prilagajaš vsem te spremembam, ne pa tako fiksen na enem prostoru in da te tisti prostor potem tudi mogoče celo preveč ne omejuje pri kakih odločitvah pozno naprej. Marsikateremu je lahko velika hiša zelo veliko breme, še posebej mogoče kar se tiče zimskih mesecev, ko pride kurjava, ko pride zadrževanje. Kaj pa se zgodi po zimi, kako se ogrevate v hiški? Hiška ima elektriko, tako da ogrevanje je na elektriko z radiatorčkom, tako da je notri toplo in sva res celo leto v tej hiški, brez težav. Jaz tudi mislim, da sva lahko takrat že kot 23-letna bila samostojna in na svojem je to bila ena taka zelo dobra odskočna deska za neko samostojnost in korak v tisto neko zrelost, odraslost iz lagodnega študentskega življenja.
Podrobnosti in notranjost hiške oglejte na naši spletni strani www.tvambienti.si in se še za piko na i virtualno ozrite po njej. Imejte se lepo, uživajte in vidimo se spet prihodnji teden, ko nam bo strokovnjak razložil vse, kar moramo vedeti o pleskanju sten in pokažemo vam hišo, ki jo obdaja peščeni vrt po vzoru japonskega vrta.